Kar se mene tiče, je to digitalni drek. To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalec. Kdo? Ja, Milan. Milan? Ja, Milan iz Nostra. Električar Milan. Milan, ki nama sledi, Milan, ki naju nagrajuje. Milan. Živijo Milan. Živijo Milan. Hvala Milan, ker naju res vsakič nagradiš, lajkaš in pošiljaš zepe, s tem sem prej mislil, da naju nagradiš, po Nostru. Živijo David, tudi tebi. Stane, živijo. Lepo, da sva se spet dobila, da bo predebatirala kakšno stvar. In ja, začela sva s pohvalo najinim sledilcem in eden najbolj zvestih je res električar Milan in lahko mu narediva reklamo. On sprejema satošije za svoje delo. Električarjev prvič ni veliko več, a ne? Yep. In sploh pa ni dosti takih, če sploh kakšen, ki sprejema satošije. Ja. In lahko tudi vidite, kako on dela. Proces njegovega dela, če greste na Nostr in mu sledite, boste videli. Sam res, on včasih je objavil tiste kable, Ja. tako poštema, lepo. Morje kablov, tam se noben ne znajde razen njega. Razen njega. Tako, če imate kakšno žarenco za zamenjati ali pa kitajskega, Milan je pravi naslov. Hecam se, vso hišo vam opremi z napeljavo električno, visoki tok, nizki tok, kašen tok, Ne pojma nimam. beli tok, vse. Mene sam trese, tako da. Hvala tudi najnemu drugemu poslušalcu, sledilcu, A dva Matevžu. imamo? Ja, Okay. se jih malo več, no malo se hecam. Čakaj, da ga najdem. Matevž nama je poslal 1000 satošijev. Ja, to je pa že kar nekaj. In iz teh Matevž, hvala. 1000 satošijev bova midva darovala zepe mnogim postom lahko. A ti še nekaj povem, ker sva glih pri Nostru. Povej. Dajno. Lej, a veš to lajkanje pa, čakaj, kako je pri Twitterju oziroma X-u je lajkanje, repostanje pa Komentar? komentiranje, ne? Ja. No, klej pa zepanje, ne? Se pravi nagrada z satoši, denara, ne? Okay. Odgovor, Ja. boostanje, to je kot repost, Aha. pa je pa koment, ne, čakaj, samo, da vidim. Eno je pa še quote, citiranje, ne. Okay. To je kar smiselno. No, in ta komponenta dajanja denarja je zanimiva, ker če ti hočeš dati cash originalnemu avtorju, Ja. tega nek originalen post, ki ti je bil pa všeč, si pa zasledil prek reposta drugega avtorja, se Okay. pravi, nekdo je repostal vsebino, ne? Mhm. Moraš paziti, komu boš stisnil zep, ker lahko zepaš oba dva, tistega, ki je repostal, ali pa originalnega avtorja. Okay. Sem moraš iti na post originalnega avtorja, pa tam mu dati cash. Zakaj to govorim? Ker sem ravno kar hotel originalnega avtorja nagraditi in sem nagradil tistega, ki je repostal. Sej lepo, sej oba dva sta neko delo opravila, ampak te komponente na X-u nimamo, ne? Ne. Mislim, da je celo tako, da lahko, a ni, da določiš, da daš originalnemu, pa temu, kar je posta. Veš kva, Nekaj. če si tako raztresen, kaj jaz nič ne določim, sam nekaj klikaš in bolj No, je pa res, da se spoznavamo s tem. Ne? Tako. Nostar je tudi še tak eksperiment, vsak dan je nekaj novega. In lahko kar že obljubiva, da bova zelo kmalu ful več lahko povedala o Nostru. Ja, Če to se pa ne bo- smete zamuditi, to pa Če se bo vse posrečilo, bova imela kar tako zanimivo vsebino, morda ne v slovenščini čist, bo pa v slovanščini zagotovo. Ne? ja, Ja. no, tako bo to. Naj to ostane vse, kar vam bom zdaj ta povedal. slovenščina. Kaj pa se kje v Sloveniji dogaja zdaj zadnje Ja, cajte? v Sloveniji pa razpravljamo o, kako bi obdavčili Bitcoin, ne? Pa seveda vse kriptovalute, vse, kar lazi in gre. V državnem zboru. V državnem zboru govorijo o Bitcoinu. A če pa poslušati, kaj so povedali? No, daj, me res zanima. Niti en izmed obeh predlogov ne spodbuja tega, da bi dejansko Bitcoin nekoč postal digitalno zlato, za kar je bil tudi namenjen. Nekdo je omenil, da je to digitalno zlato.
Kar se mene tiče, je to digitalni drek. Drek. Digitalni drek. Drek. Zanimiv. A Kdo ne? pa je ta? To je pa Gospod. magister Miroslav Gregorič, Kaj je on? doktor, oziroma magister neke atomske jedrske znanosti. Da je bil zelo, A to se ti hecaš, ali to res? ne, res. On je študiral to cepitev atomov, ne, ali kva že, te eksplozije hude. Pač naš znanstvenik je zdaj In očitno matematika mu poslanec. ne gre, očitno, ali kaj? Tudi internet verjetno bolj ne. Vprašanje, če maile že pošilja, A misliš, da je on en izmed tistih, ki je sodeloval pri digitalizaciji Slovenije? sigurno. Ja? Če ne drugega pa razpise pripravljal ali pa kaj takega pametnega. Ne vem. Veš, kaj sem slišal? En mu je dal ime, ne? Ga je poimenoval Drekač. A res? Ja, mislim, zdaj, ne vem, a je to zdaj, a samo zaradi tega, je zaradi kar drugega, ne? Ja, po moje, si kar prislužil ta vzdevek, a ne? Ne, Ja, ne ne, imel ne. vzdevek, si prislužil. Ne? Ne vem, niti ne vem točno, kdo je, ampak sem zasledil na X-u. Ja, no sej, kaj pa češ drugega reči človeku, ki Bitcoin imenuje drek? Digitalni drek je nekaj, kar še nismo slišali. Marsikaj smo že slišali o Bitcoinu, ampak da je digitalni drek pa res še ne, a ne? Ja, zanimivo, da smo to v Sloveniji začeli s tem. In to v hramu, kaj je to, demokracija ali kaj je to sploh? Kao. Socializmije. Deva še enkrat. Tako dobro, ne? Tega, da bi dejansko Bitcoin nekoč postal digitalno zlato, za kar je bil tudi namenjen. Nekdo je omenil, da je to digitalno zlato. Kar se mene tiče, je to digitalni drek. Drek. Drek, kako je to dobro rekel. Tako iz srca mu je ušlo. Ja. Hej, to me spominja na Srečka Kosovela, tako kot sva napisala na YouTubeu. Mimogrede, ta posnetek si lahko pogledate na najnem YouTube kanalu, na Coinu, in si ga lahko predvajate, recimo v backgroundu v službi cel dan, a ne? In en kolega je iz zgodovine potegnil citat Srečka Kosovela, ki je rekel: gnoj je zlato, zlato je gnoj. In evo, mi gremo iz dreka v zlato. Jaz sam upam, da bo Gregorič prišel do tega spoznanja, da je ta gnoj zlato. Lej, se upam, da ne bo. Ne, res ne. Ampak resno se pa lahko vprašamo, zakaj bi potem ta drek obdavčili? To je pa druga zgodba. No. Zato, da lahko oni plačo dobijo. Ne? Ampak Klemen, podpredsednik Bitcoin društva, je tudi dobro napisal. V Sloveniji niti drek, niti zlato nista obdavčena. Zakaj oni Bitcoin obdavčujejo, če je to denar? Zanimivo. Bomo videli, Ampak kaj. dajmo malo pogledati, kaj so pa dejansko govorili, o čem so govorili. Se pravi, šli so čez ta predlog zakona in ga potrdili, da gre v nadaljnjo obravnavo. To je pač ta ključna zadeva. Levica je seveda bila navdušena nad obdavčitvijo, če bi se dal, bi dala še več, 100%, če se da, ali pa 105%. Zakaj? Zato, da lahko svoje igračkanje financirajo. Ne vem, kako si jaz lahko to drugače predstavljam. No, Ker, a si ti že Levica, kdaj komunisti, videl, socialisti. se oni ti že kdaj videl, da so oni kaj delali tako dejansko? Ne, Od vseh teh, ne vem, bilo koliko jih je opaziti. v državnem zboru. Bi pa imeli narod drugih, ne? Seveda, Ja, to jim pa okej. diši. No, slišala so nekaj komentarjev poslancev, ki so verjetno celo nekaj prebrali o Bitcoinu, No. kar je pozitivno. Ta gospa Sara Ja, očitno pa nekaj ve, očitno pa drži, razume Bitcoin, drži. Pa kar še, je ful dobro, ja. pa še ne par drugih. Tako da, evo, to je bilo pozitivno. No? Malo sem bil presenečen. Izpostavili so davčno stopnjo, se pravi, da je visoka, da bi bilo smiselno imeti mogoče, kako se to reče, časovno, da se s časom znižuje. Zanimiva govoriva, kaj bi bilo smiselno imeti. Deva mi dva pač svoj pogled. Ne? Bitcoin itak Je denar. je denar in se ga ne sme obdavčiti. Ne? Mislim, nima smisla, ne? Ja. Dajmo evre obdavčiti. To Ne? je, kot bi si žagal svojo vejo, ne? Ja. No, ampak če pogledamo, o čem so pa še naprej govorili, se pravi časovna meja obdavčitve,
Pa dotaknili so se tega, ker smo noter zasledili obveznosti popisa premoženja, ne? Če bi v obliki, kot je napisan, bil zakon sprejet. To pomeni, da kot da bi vi doma mogli na 1.1.2026 vso zlatnino popisati, vse umetnine in tako naprej. Velik poseg, ne? V zasebnost. Premoženje naše bi država imela Popisano. v registrih, ne? In Vsak let majčken odmaknila. obdavčila ali pa pobrala, ne? Ja, mislim, moramo vedeti, da to je vsakoletni davek, to ni enkratni davek. Se pravi, večkrat bi na isto premoženje plačali davek, a ne? A si jaz to prav razlagam? A kaj je v predlogu? Ne, kakšen bi bil davek na premoženje? Zdaj gre Ja, za popis. davek na premoženje je tak, da vsak let od tvojega Mislim, premoženja plačaš davek. Se pravi, itak- vsak let imaš manj, ne? Itak tisto, kar ti ostane, je bilo že nekajkrat obdavčeno, zdaj pa še, seveda. mislim, In vsako leto bo obdavčen, ne? Dokler ti ne zmanjka. absurdistan. No, veš kaj, lahko še povabiva na meetup Bitcoin društva, in sicer bo to v torek, v četrtek 11. septembra ob 7. v Sputniku v Ljubljani, na O Viču. čem pa bo? Ravno na temo kriptodavka, na Aha. temo obdavčitve, ker če sem jaz dobro slišal, je Bitcoin društvo Slovenije se kar močno potrudilo pri temu, da so skušali poslancem, ministrstvu razložiti, kaj je Bitcoin, kakšna je njegova vloga, kakšna je njegova dobrobit. In jaz upam, da so kaj dosegli, pa nam bodo povedali to na meetupu. No, vabljeni. Bo objavila, Se kdaj vidimo. je. Kaj sva še zasledila v Sloveniji ali pa na slovenskih portalih? Aha, opazil sem članek na RTV o chat control. Tukaj sva v bistvu enkrat Ja. ali pa dvakrat že govorila, a ne? Ja. In sicer omenjajo vdor v zasebnost, če želimo preprečiti zlorabo otrok, ne? To je se pravi razlog, a ne? Ampak članek je bil relativno v redu napisan, v smislu, da nam posegajo v zasebnost, ne samo v zasebnost, ampak se pravi do svobode govora, celo do svobode misli, združevanja. Tako da članek ni bil, rekel, toliko pozitivno naravnan na začet kontrol v trenutni obliki, kot je, ne? Kaj hočejo zdaj, kdo predseduje Danska. Danska si je zadala, da sprejme v času njihovega mandata to zadevo. Dejansko pa to pomeni, to, kar smo že govorili, se pravi, vsa komunikacija na telefonu bo pregledana. No. In potencialno in prijava, se pravi, ob zaznanju suma, da se karkoli dogaja, kar V bojo oni narekovajih rekli, nelegalnega. ja, bo prijava šla na policijo. Ne? Kar pomeni, da potem je vsa komunikacija, vse, kar delate na telefonu. No, rekel si na telefonu, ampak kot sva že omenila, gre za nadzor na vseh operacijskih sistemih, Ja. tudi na računalnikih. Ja. Windows že uvaja to snemanje v realnem času zajema zaslona. Torej, ugotovili so, da ne morejo razbiti enkripcije in bodo napadali našo zasebnost z vsemi sredstvi. Nekaj sva že govorila o tem, kako se temu izogniti. Tako. Jaz bi povabil zdaj poslušalce, če jih zanima več, lahko narediva eno epizodo samo na to temo. Recimo, kako ohranjati čim večjo stopnjo zasebnosti, ko živimo na internetu, ne, ko klepetamo, podajamo mnenja in Ja, podobno. Ne. vsaj neke osnove. Ne? No, ker smo pri slovenščini in Bitcoinu, veš, da sem zasledil, da je založba Orkabej naredila že 3. ponatis knjige Bitcoin standard v slovenščini. O, super. To pomeni, da so 2 ponatisa že razprodali. Če sem prav slišal, so tudi knjižnice zelo zadovoljne z izposojo te knjige. Lepo. Kar pomeni, mislim, lahko A si misliš, da so razložim. poslanci to izposodili si? Ni bilo slišati tega. A ja, Ne. Ampak jaz upam, da so ti ljudje, ki so si izposodili knjigo, jo prebrali, da so ljudje, ki so kupili knjigo, bodi si zase, bodi si za darilo, dali to v roke ljudem, ki jo preberejo. Jaz upam, da jo bo čim več ljudi čim bolje razumelo in da bomo enkrat izkoristili dobrobit vsaj ene stvari, ki jo imamo. Ne? Ja.
No, in knjiga, če se ne motim, se že lahko naroči na Bitcoin knjižnici. A ne? Tako, Bitcoin knjižnica, kako je že naslov www.bitcoin-knjižnica.si, verjetno tudi na bitcoinshopu.si. Veš, kje sem jo zaznal? V knjigarni Buča. Prvič sem slišal Buča? za knjigarna Buča. Kje pa je Buča? Čakaj, da pogledam domeno. Ti se na Buča. Ja, buča.si. Oh, Tako da je bila moja Spletna, spletna stran, piše, kaj? Pa ni, no. Ampak doskrat mi kdo reče, sem Buča, ne. Cena je tam okrog 30 evrov, malo čez. To je kar obsežna knjiga, ki predvsem govori o denarju in na koncu razloži tudi Bitcoin. Ne tehnična. Zelo priporočljivo branje. Pa nisem jaz napisal, no, nič nimam od tega, sam res je dobro. ok, pejva naprej. Ti si opazil eno storitev, glok.me. Ja. O čem se gre? To je storitev, ki pomaga, to je neka aplikacija celo. Glok.me oziroma bo tudi aplikacija, ki bo opozarjala na nepravilnosti pri spletnem življenju, ravno o tem sva govorila malo prej, in ponujala tudi storitve učenja, se pravi nek konzulting, kako se držati zasebnosti na internetu, kako poskrbeti za svojo varnost na internetu, ampak tudi zasebnost in varnost v fizičnem svetu, v našem realnem življenju. Zelo poznam avtorico, ampak po moje bi ona, če že to tak app dela, po moje bi hotela ostati zasebna in ne bom jo omenil, saj ni neki znana oseba, nima veze. Ampak če bo delala epizodo o zasebnosti, jo pa lahko razdelava. To storitev, ne? Okay. Mislim, ta njihov nabor učenja oziroma pač storitev, znanja, ki ga nam lahko ponudijo, prodajo, obsega tudi fizično varnost, se pravi borilne veščine, mislim, res širok nabor posameznikove, tako kot sem rekel, obnašanja na internetu, zasebnosti in varnosti v fizičnem in digitalnem svetu. Zdaj, ena izmed storitev, prav razumem, bo pa aplikacija. Prebral sem, da je namenjena, da ti v bistvu šeraš lokacijo svojim bližnjim ali pa tistim, ki jim zaupaš, tiste, ki daš v svoj krog, dodaš, in v trenutku, ko pač rabiš pomoč oziroma jim rabiš povedati, kje si, v aplikaciji pritisneš, takrat se v bistvu vklopi GPS in pošle lokacijo tvojo tistem, ki si določil prej. Veš, da nisem tega pa detaljno prebral, ampak Ja. ima smisel. No in kaj je lepota tukaj zadaj, je, da se za komunikacijo uporablja Nostr. Vsa komunikacija je kriptirana in vklopi, se pravi brez sledenja tudi, tako kot vse ostale aplikacije, ki ti sledijo, ta ti ne, oziroma ti ne bi, a ne, bo treba preveriti. In ja, samo takrat se GPS vklop, ko pritisne. No, Tako da, upam, da je navnih če rabu, ker to je že kar malo strašljivo, ne, da bomo mogli to uporabljati. Ja, ampak dobro, lej, ne mogoče vem. pa dobro vedeti. Kaj pa, ne vem, otrok, kdaj lahko javi, kje je, ne, če ga je treba priti na žurko iskati ali pa kaj tasga, recimo. Ja. Da ne dela to čez Viber in podobni, ne, aplikaciji. No, najde se pa tudi eno storitev, ki pa počne skoraj nasprotno. Kako to misliš nasprotno? No, podatke oziroma obnašanje v njej, v tej aplikaciji, analizira in po potrebi pošilja verjetno zainteresiranim podjetjem, pa tudi vladnim agencijam. Pa kdo bi, kjera bi lahko To to je pa bila? Ledger Life. A ni Ledger največji proizvajalec strojnih denarnic? Tako je. In strojne denarnice so relativno varne, dobre, se Ampak pravi. oni imajo neko dodatno storitev? Čeprav razumem? Vsakega kupca Ledger denarnice povabijo v svojo, kako se reče, softversko denarnico, programsko denarnico, ne? Se pravi, strojna denarnica zahteva neko programsko denarnico, ki upravlja. In celo Ledger Life je zahtevan za nadgradnjo strojnih denarnic Ledger. Torej, če imaš Ledger denarnico, moraš prek Ledger Live upgradati firmware.
da imaš vedno Okay, se pravi, zadnjo, za najbolj posodobitev varno. rabiš ta program. Tako. Lahko pa vse transakcije izvajaš v drugih programih, kot je recimo v drugih denarnicah, kot je recimo Sparrow, pa verjetno Nančak, pa še mnoge druge, zdaj ne vem na pamet. In potem v Ledger Live ne počneš prav veliko stvari, nimajo kaj dost za prodati, ali pa analizirati, ali pa razkriti. Ampak ja, žalostno je, da so oni, kako ćemo reči, zlizani z državami, z zakonodajno Se pravi, z regulatorji. in jim prostovoljno pošiljajo podatke, oziroma so se nekako oni prostovoljno odločili, da bodo dali obnašanje svojih uporabnikov na voljo regulatorjem. Se pravi, neki je zadnji, ne? A jih pritiskajo, da jih zaprejo, pa mora to dati, ali pa služijo s tem, ne? Tako je. Mislim, jaz si tudi ne znam druge razlage podati, vem pa ne. No, pač Si to ni predstavljaš- glih najboljša. Predstavljaš, da ti zadeva, blokirajo ne? transakcije. Če oni zaznajo, ali pa če jim ni kaj všeč, Ja, če ne greš na svoj naut, ne? Transakcijo skomunicirati, pol, pa če greš prek njih. pa tudi če greš na svoj node, imajo oni podatek o tem, da si na svojemu nodu, imajo okej. podatek o tvojemu IP-ju, sicer, če uporabljaš VPN, imajo podatek o IP-ju VPN, ampak pogosto z vzorca lahko razberejo marsikaj, a ne? Sploh, če nismo pazljivi, pa se kdaj prijavimo brez VPN-ja, ali pa stalno z istim naslovom VPN-ja, se da marsikaj tudi z teh metapodatkov razbrati, ne? Ja, no, žalostno. Uporabljajte alternativne softverske denarnice, kako naj jim rečem. Se pravi, Ne, se Ledger, pravi- strojne denarnice so ok, Strojno denarnico upravljaš prek aplikacije na telefonu ali računalniku. ker se mogli tako reči denarnica, ne? Ker v resnici je tista denarnica. Ja, Strojna okej. denarnica je podpisni element. To gre zdaj, že Predaleč. predaleč. No, v glavnem morate pa imeti strojna denarnica, ne? Nujno. Pojva naprej. Ja, AI, lej, kaj pa drugega. to se AI, zdaj, koliko ja. cajt je to zdaj? 2 let ali koliko je to zdaj Ja, modern? aj. 2 let. Aj. In ugotovimo, da evo, klele je bil od Greg Eisenberg je objavil in sicer po raziskavi SEMrush ima statistiko dela na netu in sicer z junija 2025 150,000 citatov, Kaj? kolikor razumem, se pravi odgovorov. Kaj so analizirali? Ja. Aha. In kaj je v teh odgovorih razvidno, ne? Oziroma zakaj so se, katere strani so uporabili, je uporabil AI kot vir, in na prvem mestu je Reddit. Se pravi, Reddit, vemo, da vsakdo lahko napiše gor, karkoli že, pomeni, da je lahko nekaj Dokler ga ne kvalitetno, cenzurirajo. lahko je tudi nekaj manj kvalitetno ali pa za nič, poleg tega pa ja, Reddit tudi cenzurirajo. Sploh pa Wikipedija, ki je na drugem mestu. Koliko imajo pa deleža? Se pravi, Reddit piše 40%, Shit. Wikipedija 26%, tako to so ogromni procenti, a ne? Pa vemo, da Wikipedija je tudi cenzurirana. Če ne veste tega, pejte preveriti. Naredite kak screenshot nekega mogoče politično zanimivega termina, pa ga pejte čez pol leta pogledati. Pa boste Torej videli. svežega, ne? Nekaj, kar je na novo objavljeno. Ja. Pa ga pol čez pol leta preveriš, Ja, In in lahko ugotoviš, tega da ne je bo zdaj tam. malo drugačen, a ne? brez da bi se dejstva spremenila. Tako. To govoriš, okay. Ja. No in pa tretje, YouTube, pa Google, Čakaj, pa se tudi od naju uči, ko imamo na YouTubeu kanal. očitno. Neumnosti. Neumnosti. Ja, Pol servira te najne klobase tako. v nekih predelanih stavkih. Oni tek ne razume, kaj govoriva. Ne? A misliš? On samo besedo po besedo Oh, Jesus. skrb zlaga. Najbolj pogoste... Drek. Najbolj pogoste zmote staneta. Evo, Evo, Facebook, Amazon, TripAdvisor, Instagram, Walmart, eBay, LinkedIn, no tako naprej. Ne. Skratka, AI
Čakaj, tisto, kar Walmart, ven pa to je dobiš, ne. trgovska veriga. Ja, ocene, ne, produkti. A ja, Ja, a pa mi da sva na Walmartu. bova. Bova objavila produkt na Komentar coinu. bova objavila. Ali pa produkt na coinu. Lahko bi je podcast. Ok. Ameriški potrošniki. Prav. Skratka, AI, to, kar dobite ven, ja, ne vem, sem pričakoval, veš, na začetku je prišlo ven AI, fama, to bo Vse bo. cel svet Vse bo rešil, vse bo nadomestil in tako naprej. Tako kot Crypto Water, se spomniš? Ja, No, in pa ugotoviš, da ja, ogromno stvari lahko pomaga, naredi hitreje, neke osnovne, neke sploh programerjem vzorce. menda, ne? Ja, tudi ne bi. Ja. No, za tisto pravo stvar, za to, za nekaj, na kar se moraš zanesti, ne, pa vseeno moraš narediti tudi sam raziskavo, ne moreš kar vzeti. A veš, kaj sem zadnjič opazil? Zdaj je nek vibe coding popularen, ne? Ja, a že nekaj naredil ali kaj? Ne, če ne znam kodati. Ne, kaj šele vibe coding. To ne vem, ali si daš vibrator nekam, pa pol kodiraš, ne vem, kaj je vibe coding. Ampak jaz sem razumel, da je to neko kodiranje, se pravi programiranje z uporabo AI orodij, Ja. ki jih je več, a ne? To lahko midva. Ampak pa sem pa opazil na LinkedInu, da so delovna mesta vibe coding cleaner ali nekaj tasga. Aha, za njim. Čisti, se pravi, nekdo nekaj naredi tako na ta način? Ta drug pa uporabi AI, da počisti ta drek iz koda. okej. Ali ne vem kaj. Zanimivo. Zanima me, kakšne imate vi izkušnje, no? A pa koliko se vi zanašate na odgovore, ki jih dobite od AI-ja? Čakaj, to me zdaj ti vikaš, ali? A ja, poslušalce sprašuješ. Ja, lej. Tako da ja, to me zanima, no? Kaj pa ti uporabljaš kaj AI? Ja, pa včasih sem ga kaj, ampak se mi zdi, da imam zmer več dela z njim, kot da bi mi pomagal. A veš, konkretno sem rabil pomoč v Excelu in sem rekel, zakaj bi si iskal tiste help strani, ne, po internetu, vse včasih kaj najdeš, pa rešiš. Pa sem AI vprašal, 7 točk mi je dal, pri ta tretji sem se zaštrikal, ni obstajal, ne. Pa sem rekel, halo, ne obstaja. In nikakor dopovedati, da tretje točke ne obstaja, ne Pa si četrtek. pol ure mu govoril, da Ma ja. drugače naredi, ne? Ma ja, No, pa pol greš v angleščino, pa ti začne mešati angleščino, mislim, večkrat sem ga uporabil in sem nehal in naredil po klasični poti. In sem uporabil naravno neumnost, ni mi šlo, ampak mi tudi z umetno inteligenco ni šlo. No, jaz ga uporabljam občasno, da mi povzame kakšne zadeve, kar je pa bolj strokovnega, mu pa ne, sem ga pa doskrat ujel. A vidiš, človek ima prednost, če je nestrokoven. Ja. Ok, gremo naprej. Silent payments. A kaj o tem povedala? Lahko, kaj pa če povedati? Ne vem, da ti kaj povej. A ja, zdaj to sva že enkrat govorila, vas spet povabila poslušalce, če jih to zanima, lahko to temo razdelava. Je pa to super tip Bitcoin naslova, ki ti omogoča, da ne razkrivaš svojega stanja v Bitcoinu. Aha, Stane, ne? stane. Stane ne pove, koliko mu ostane, ko kaj Bitcoina pošle. Kaj to pomeni? Da Glej. bojo tisti, ki ne vejo. Če ti meni pošleš Bitcoin Ja, iz tvojega naslova na moj naslov, ok. jaz ti bom dal nov naslov, ki je svež, ki ga še nikoli nisem uporabil in bo njegovo predhodno stanje nič. A ne? Okay. Ti boš pa meni poslal 0,1 Bitcoina, jaz bom pa tvoj naslov preveril in bom šel pogledat, koliko imaš Bitcoina. Ne? Okay. In pol boš tudi ti vedel, da na naslov, ki sem ti ga dal, da sem dobil 0,1 Bitcoina in ga lahko zavedno slediš. No, Silent Payments pa omogoča, da ti dam jaz tako imenovan Silent Payment naslov, ne? Ja. Začneš se s SP1 in ti ne veš, koliko imam jaz Bitcoina. Tudi če veš, da si mi poslal recimo 0,1 Bitcoina, tega ne moreš preveriti. Odzadje je tako narejen, da jaz sicer prejmem ta Bitcoin, ampak nihče ne more preveriti, kolikšno je stanje na tem naslovu. Tako ful je dobro. Končno imamo malo Lepo. več zasebnosti v Bitcoinu. Jaz upam, da se bo podpora pošiljanju in prejemanju razmahnila. Zaenkrat samo nekaj denarnic to podpira, se to sva že omenjala. In povabil bi poslušalce, če jih to zanima,
lahko to posebej razdelava, ali pa v sklopu tiste oddaje o zasebnosti, Ja, pa še to. Jaz upam, da bo to postal standard. To je res uporabno. cool. Okay. Nisi neki navdušen. Ne, sem navdušen, ampak trenutno je pač ena denarnica, ki dejansko to podpira, če prav razumem, Ja. druge imajo samo za sprejemanje, ne? Ali Za pošiljanje. pošiljanje. Ja. Več jih dela tudi na sprejemanju zdaj. Tako da, ja, še nekaj časa verjeten bo minil, preden bo to, Ja. upamo. Ne? Zdaj tako ne, moramo vedeti, ali pa si predstavljam, da je to delo, ki ni plačano, se pravi, uporabnikom bo na voljo zastonj in zakaj bi to nekdo delal? Se pravi, mi moramo biti hvaležni tem developerjem, vibe coderjem recimo, v glavnem tem razvijalcem, ki feature, ki lastnosti, ki povečujejo zasebnost, razvijajo in jih kdaj tudi nagraditi zepata, ne? Tako, kot lahko zepate najna oddaja na Nostro. Recimo. Tam sem ki te zepe skozi omenjaš. No. Ja, reklamirava se, ne? Lastna hvala se nad mizo sprehaja zdaj. Ne? Bala. Okay, priporočila za knjigo. A to je pa nova zdaj epizoda. Rubrika. Ja, Priporočilo za knjigo. bravo. Behind the Curtain Priporočamo. od Johna Hammerja. Priporočamo. Odkrite šokantne resnice, ki se skrivajo za zaveso bančnega sveta. Priporočamo. To je mojstrovina, ki razkriva zloveščo moč banksterjev in njihove zločine proti človeštvu. Priporočamo. Izdana v dveh delih vas popelje na vznemirljivo in prepričljivo pot skozi zgodovino prevar, manipulacij in korupcije, ki oblikuje naš globalni finančni sistem in s tem vpliva na celotno človeštvo. Nič ni tako, kot se zdi. Sploh pa ne tako, kot so nas učili v šoli ali pa na faksu. To je pa zanimivo. A je to v slovenščini? Žal ne, žal ne, pa zelo priporočam knjigo. Kaj? V angleščini? V angleščini je knjiga, ja. Mislim, tudi v drugih jezikih, no, ampak Verjetno. jaz sem jo bral v angleščini. Res je malo daljša, ampak ne govori samo o banksterjih, kako je to nastalo, kdaj in razlogih, ampak povezuje tudi velike dogodke v zgodovini v zadnjih 3 stoletjih in boste presenečeni, kaj boste v tej knjigi prebrali. Jaz sem bil in priporočam, res priporočam, da Priporočamo. tudi vi preberete. A ima še kakšno? Imam še eno, ta je pa krajša. Ok. Ja. Miki je zabavnik. Mečken daljša. Ok. Ja. Je pa malo podobna vsebina kot prva, ni toliko razširjena tudi na celotno geopolitično dogajanje v Že povej. obdobjih. naslov. Dobro, no. The Creature from the Jekyll Island od Edwarda Griffina. Priporočamo. Priporočamo. To je pa bolj kot ena detektivka. Vod skozi spletke, prevare. Ja. Kaj je bil povod za nastanek Ameriške centralne banke? Kdo Vedel, da bo spet je neki zadaj? scenarijem. Ja. In kaj to pomeni za nas zdaj, v današnjem času. Tako da tudi priporočam. Mogoče začnete s to, pa greste potem na prvo. Ja, zdaj si mi pa kar malo tako podkuril za te knjige. Dobro, rubriko si se spomnil, pohvale. Malo mi pa ni všeč, zato ker jaz ful premalo preberem in se bo zdaj razkril, da jaz nimam kaj za priporočati. Kupite Bitcoin standard, to sem pa prebral. Bravo. Priporočamo. Priporočamo. Ja. A ti še vedno, sploh če pogledamo unga, ki so na začetku govorila gospoda, saj nima veze, kako mu je ime, Drekača, ali kaj že. Gregorič, a se isto konča, Drekač, Gregorič. Ja, svet čuti, da je Bitcoin prihodnost. Nekateri pa mislimo, pa se zavedamo, da je že sedanjost. Fiat sistem je v upadu, umira, pa ljudje bojo še vedno si zatiskali oči, pa vse drugo počeli, kot pa da bi začeli se izobraževati o Bitcoinu, ker ne sam njim lahko pomaga. Ne sam Pa njim. tisto jebeno denarnico pa dal malo gora, ne? To si Recimo. hotel reči. Tako. Ja. Če ne zase, pa ne dajo to za svoje otroke.
Ne? Če ne verjame, da je to nekaj dobrega, da jih bo to rešil, da bodo to lažje spali na koncu, naj to naredijo za otroke. Naj začnejo s tem. Naj kupijo za 10 evrov bitcoina. Naj samo začnejo se igrati z njim. Se mi zdi, da bojo... Ne bodo tako, kot naš finančni minister, ki ima Ripple, ne? Ma, pusti finančnega ministra. Se vidiš, kak zakon so dal ven. Ne? Res je. Tako da, ja, ne spati, ne se izogibati tega. Jaz vem, da je težko, ampak če ne drugega, kjera knjiga sprej rekel? Bitcoin standard. Bitcoin standard je mogoče težka za čist začetek, ne? So tudi kakšne bolj... Ja, Tudi v slovenščini imava še ene 2 knjigi, ne? recimo Klemen Končan Verstovšek je napisal od barantanja do Bitcoina, ne? Ja, ta mislim, da je za začetek super. Pa tudi, kaj Čistanka. Čistanka, tako. To je bila bolj zate. Ja, ta bi bila pa res zame. Bom probal, kaj do novega leta, da bi jo skozi spravil nekako. Tako. Pa izum Bitcoina. Ne se smejati, izum Bitcoina sem prebral. Bravo. Ja. Bravo. Pa še bikovska napoved je tudi Točno, krajša to sem tudi prebral. in je tudi zelo netehnična, pa za štart. Čakaj, zdaj si me še bolj v neugodno situacijo spravil, ker si že vse povedal, kar sem prebral. A res? Ja. Tako da, ta rubrika je zdaj tvoja od zdaj naprej. Ok, dobro. Bom poskrbel. Super, hvala, David. Ostanite na Coinu in zbirajte satošije. Čau. Priporočamo.